celo današnje jutro nekako poteka v znamenju praznovanja pravoslavnega novega leta. Praznovali bomo tudi v Kopru, oziroma bodo tudi v Kopru in med njimi bodo praznovali tudi predstavniki Akademsko-kulturnega umetniškega društva Kolo iz Kopra. Dobrodošli. Kako ste? Hvala, dobro smo, super, dobro jutro. Kako potekajo priprave na današnji večer? Smo že proti koncu in potekale so preteklih en mesec in pol, tako da smo že vse pripravili, dočakali naše glasbenike iz Bjeljine, iz Republike Srpske in kome čakamo? 7. uro danes večer. Se praznovanje pravoslavnega novega leta v čem razlikuje od recimo tega običajnega? Ma ne, praznovanje je praznovanje. Enostavno je veselica, je glasba, je ples, so domače jedi. Drugače pa je edino to, ker je vezano za starocrkveni koledar, julijanski, ki ga praznujejo vsi, ki so pač pravoslavne vire. V glavnem je to široko področje Balkana, Rusija, Belorusija, Ukrajina, določeni deli v Nemčiji, Škotski, Švici je kar pripadnikov, ki pač praznujejo tudi po cerkvenem koledarju, čeprav se vsi držimo tega novejšega. Že celo jutro se sprašujem ene stvari in to je, ali se tudi dvojno obdarujete, ker verjamem, da praznujete tudi tisto novoleto, ki je bilo 13 dni nazaj. Sedaj še to? Seveda, dvojno, pri nas je vse dvojno. Vse dvojno? Ja, ne, no, šalo na stran, ampak je državni praznik sicer kot je, ne novo leto kot novo leto, so darila, je praznovanje tudi takrat, ampak to pa je nekaj posebnega, nekako vezano tudi za cerkveni praznik, za Božič, pravoslavni, in enostavno gre eno za drugim. Jutri ni dela prost dan? Ni. Bodo zato praznovanja kaj bolj umirjena? Verjetno ne, ne? Jutri bo tišina. Tisti, ki se je vzel prost dan, je vzel, tisti, ki pa ne, pa bo delal. Ali pa bo vzel bolniško? V glavnem so pa vzeli, ja, tisti, ki nameravajo ostati malo dolgo v noč. Dobro, v vašem Akademsko-kulturno-umetniškem društvu Kolo ste dejavni tudi drugače, ne samo za novo leto, kaj vse počnete? To je samo ena izmed organizacij, ki smo začeli pred 4 leti. V glavnem pa smo aktivni predvsem celo leto smo aktivni v izvajanju folklornih aktivnosti, plesa, glasbe, koncertov, pa tudi vabimo tudi nove člane. Ravno zdaj so tudi vpisi osnovnošolcev, srednješolcev, študentov, da se nam pridružijo, ker odpiramo tudi nove vrste med mladimi. Kakšno pa je zanimanje mladih? Tukaj vidimo, da kar nekaj deklet je v vašem društvu. To so dekleta, ki niso imeli teste zjutraj danes. In so lahko prišle. In so lahko prišle, ja. Drugače pa jih je, ta skupinica je torej mladinska folklorna in pevska skupina. Imamo tudi to akademsko, imamo tudi mlajšo, pa tudi starejšo, veteransko, tako da je kar precej članov, ampak vseeno vabimo seveda tudi med naše vrste tudi nove člane, ki se želijo naučiti plesa, glasbe, se veseliti z nami. Odlično. Zapeli ste, sedaj boste še zaplesali. Preden zaplešete, se bom poslovil še od naših gledalcev. To bo iz Kopra vse, ljubljanski kolegi vas bodo zabavali še nekaj minut, mi pa se ponovno vidimo v četrtek. Uživajte in imejte se radi. Čau, izvolite. Hvala.